Lepo pozdravljeni. Ivo Prančič, v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici je nekje od srede maja na ogled vaša razstava del, ki prikazujejo domala celoten vaš ustvarjalni opus. Nosi preprost naslov Pregledna razstava, ki že sam nakazuje, da gre za celovito predstavitev vašega dela in sicer od leta 1987 pa vse do najmlajše slike iz lanskega leta. Sami pravite, da gre za izbor izbora. Kako je potekal ta proces izbora, s kakšnimi dilemami ste se soočali? Dileme so vedno, kadar mora človek nekaj izbirati, delati selekcije. Ampak mogoče za začetek bi povedal, kako je prišlo do te razstave. Namreč odločil sem se, ker mi je Kostanjeviška galerija zelo blizu. Imel sem leta 1999 v cerkvi samostojno razstavo. Naslednje leto razstavo v galeriji A+A v Benetkah in sem za te dve razstavi dobil nagrado Prešernovega sklada. Potem so me v Kostanjevico povabili v umetniški svet, kjer smo delali par let program. Tako da sem se odločil, da bom naredil neko donacijo v galeriji. In tisti moment je Goran Milovanovič rekel, bomo naredili pa še razstavo. Tako da seveda to se ne odkloni. In tako je prišlo do te pregledne razstave. Kar se pa tiče samega izbora. Tukaj je seveda problem večplasten. Mnogih del ni več v moji lasti, za mnoga dela ne vem, kje so tudi v tujini. Potem je bil izziv tudi glede na prostorske omejitve. Teh 6 dvoran je za tak opus, kaj naj rečem, premalo, za tako kilometražo, ki je za mano. Tako da sem dejansko naredil selekcije. Ob tem pa moram reči, da mi je zelo pomagal direktor galerije, ko se je odločil, da bo 2 steni zaprl za montažno steno. To se pravi, da je zaprl okna. Tako da to sem mogel izkoristiti z velikimi formati. In velike dileme so bile, mnoge so bile spuščene, ki bi sicer bile nujno na razstavi, če bi prostor je to omogočalo. Ampak zdaj je, kar je, kmalu bo konec. Tako da to hitro mine. Dejansko ste slike pripeljali iz večjih vaših prostorov. To vem, da ste jih vozili tako iz Primorske do Notranjske se povsod. To je bil zelo velik logističen problem. Nekaj v Ljubljani, nekaj v lasti Mercatorja, ki je odkupil leta 2007 kar precej moj del. Ribniška galerija, potem 2 depoja, eden v Postojni, eden v Novi Gorici, plus dela, ki so bila v privatni lasti, od Maribora in Ljubljane. Zdaj, jaz velike formate delam v več sklopih, ker ne morem delati 5-metrskih slik v komadu in so sestavljene iz večjih delov. In zdaj potem smo iskali te dele, ene so v Gorici, ene so v Ljubljani, tako da bi to sešiti skupaj, bil res kar en tak dosežek. Poleg tega je pa zadeva zakompliciral Mercator, ker ni več v lasti, v slovenski lasti. In pred leti sem si sposodil dela iz njihove zbirke brez problema. Naredili smo spisek od 1 do 5-6, smo podpisali in so šlike odšle in tako tudi prišle. Tukaj so pa ne vem kdo pravzaprav zavrnil oddajo del, tako da smo poiskali pogodbo, katera je v 6. členu eksplicitno navajala, da ima avtor pravico razpolagati z svojimi deli za določene priložnosti. In to je šlo v Zagreb in potem smo dobili zeleno luč. Ampak to je bilo vse tik pred razstavo, tako da si lahko predstavljam, da so bile to stresne situacije. No, ampak vse je šlo. Torej, kot ste rekli, leta 1999 ste v prostoru nekdanje samostanske cerkve v Kostanjevici že pripravili odmevno razstavo, torej prostor vam je na nek način poznan, pa vendar je šlo tokrat za čisto drugačno postavitev, drugačen prostor in drugačen koncept. Na kak način ste torej naseljevali prostor? Ali ste snovali razstavo kronološko ali tematsko?
Kako je to potekalo? No, tematika sama je pregledna razstava. Zdaj, kronologije se pa nisem držal. Zaradi pač specifičnosti dvoran in formatov. Tako da ni šlo v nekem zaporedju let, ampak dobro, to je mogoče, koga bi lahko mogoče zbegalo. Ne? Zakaj potem v predzadnji dvorani stvari z 90-ih let. Ne? Tako da, ampak dobro, no, se pač tudi tam so napisi gore, se mogoče človek lahko znajde tudi na ta način. Ne vem, no, se pravi, težave, ki se rešujejo. Ne. Na koncev moram reči, da sem zadovoljen z razstavo. Bil sem skeptičen zaradi specifike prostorov, zaradi parketa, zaradi osvetlitve, zaradi višine stropov. Jaz imam rad White Cube. Ne. Zakaj? Zato, ker White Cube je najbolj surov prostor za gledanje artefaktov. Ne. Nič ne moti, soočen si samo z artefaktom in sabo. Ne. In ne glede na to, da so White Cube že zmerjali, ne, pa pošiljali v zgodovino, ampak mislim, da bo še bela kocka kar nekaj časa reprezentativna oblika razstavljanja. Ne. Je pa seveda vsi prostori so tudi alternativni, ki omogočajo pač drugače prijeme, postopke, legitimni, seveda, brez problema. Ne. Kustos je Miha Colner, kako sta pa z njim sodelovala? On je imel tukaj besedo ali sta to čisto v dialogu? Na kak način? Ja, v glavnem sem jaz bil tist, ki je se selekcioniral dela, pač to sam najboljše poznam. Ne? Zdaj tudi, če bi pristopil meni pokojni Harald Zeman, guru kuratorstva na svetu, bi rekel, hvala lepo, bom jaz to sam naredil, ker najbolj zaupam sebi. Ne. In s tem pa tudi nosim soodgovornost. No. Za vami je več kot 40 let ustvarjanja in vaša slikarska praksa je prešla številne faze, bi lahko rekli. Stalnica je pa raziskovanje procesa slikanja oziroma ateljejsko delo. Zdaj, kustos Miha Colner te faze poimenuje kot neke male ali mehke premike, prehode. Kako vi vidite oziroma dojemate te faze v svojem ustvarjanju, kaj jih zaznamuje, po čem se razlikujejo? Ja, razlike so očitne, ne, da če bi imeli pred sabo dela iz 80-ih let, pa zdaj zadnja dela. To je pač, kako bi rekel, eno kopanje po sebi. Ne. Jaz se nisem nikoli zadovoljil potem z nekim obdobjem, ko sem prišel do enega trenutka, ker nisem več imel kaj s tem zapovedati. Me je gnalo potem naprej, ampak vse na osnovi tistega prejšnjega dela. Tako da so to, te mehki prelivi. Nikoli pač nisem, kako bi rekel, zamenjal stranke, ne, politične, but something completely different. Ne. Vse je imelo neko svojo osnovo. In potem nadaljevanje, približno mi je nekje med 8 do 10 let, no, sem gotovo, da so bili te ciklusi pri meni. Ne. Pač ustvarjalna žila, ne, te vleče, da raziskuješ po sebi, dokje lahko sežeš. Ne. To me zanima, medij me zanima, ne, slikarski medij in tudi kot sporočilo. Medij kot sporočilo. Ja. Pa vendar puščate tukaj neko svobodo prav gledalcu, da on iz tega razbira. To je tako, Zdaj, abstraktna podoba ne nagovarja eksplicitno, direktno, indirektno, ne? Ampak to so pač druga valovanja med gledalcem in podobo. Tako da tle nekateri se znajdejo, nekateri se obrnejo stran, ampak nima veze. Ne? Prisotnosti je figuralike, recimo pri meni od samega začetka, od akademije naprej. Čeprav moram reči, da sem bil strasten risar, hotel sem obvladati akademsko renesančno risbo do obisti, ampak ko smo začeli slikati, ko smo začeli porabljati barve, sploh se nisem predstavljal, ne vem pravzaprav zakaj, da bi slikal figuro. Neki drugačni prostori so me zanimali, neke uganke, enigme, kot imam eno sliko, ko sta najvice z naslovom Vulva dentata. So neke globine, ki te vabijo, privlačijo, ne, v tiste temine raziskuješ, potem pa lahko tudi izplune ven, ne, te zgrize vulva dentata, te splune. Ni pa nujno. Ne.
Kustus napiše, da ste v 80 letih v svojem delu dosegli vrh tako imenovanega neoabstraktnega ekspresionizma oziroma to abstrahirano, stilizirano slikarstvo vas je spremljalo na to ves čas, to, kar govoriva pravkar. Kaj vam ponuja to abstrahirano polje? Ali gre za to, da sta vsebina in forma pravzaprav zliti v eno? Ja, forma je vsebina, ne. Vsekakor, ne. Zdaj, tukaj jaz si dopuščam imaginacije in tudi proste asociacije. Ne. Se pravi, to so neka neraziskovana polja, ki pridejo ven iz podzavesti. Trenutno, recimo, delam pravzaprav nek antagoni princip, lahko bi rekel, action paintinga, naključi, polno naključi in potem poseganje z zelo precizno geometrijsko formo, risbico. Ne? To, kar recimo roka ne more narediti, zato uporabljam šablone. Se pravi, imam dva pristopa. Ne? En je popolnoma celo anarhičen in potem čustven, lahko bi rekel, emotiven. Drugi je pa že razumski, racionalni pristop. Ne, noter. Ampak zdaj mi vsi smo sestavljeni iz znanja, neznanja, iz strahu, samozavesti, ne? Iz izkušenj, neizkušenj, dvomov, to se pravi, smo kot neka gibanica, ne? In to nas dela celostno, ne? Kar si pri ustvarjanju je pa vse to ven eksplodira, ne? Ker mogoče konceptualna umetnost je pristop popolnoma drugačen. Moj koncept je pa proces. Ne? In ko pridem do neke faze, mi reče slika, prosim, ne več, ne, ali pa še, ne, in se tako nagovarjava in zaključek je ne znam. Ne. Šele proti koncu, ne, potem pa čisti racijo se odloča. Ne. Zdaj, zadeva se bo končala tako, kot je. Ker dejansko vi ne načrtujete, ne naredite skice nekega miselnega koncepta že vnaprej, ne? Tudi ta manjša dela na papirju, to so, jaz jih kličem sateliti, ne, spremljevalci ali pa kot eroti, ne, spremljevalci erosa. Tam se dajem duška, uporabljam sem mogoče barve, ki pač tudi ni, ne, sicer, ker sem zelo škrt, ne, pri uporabi barvne skale. Te temine pa črnine me pa pač privlačijo tako moje slikarsko podnebje, ne, in tle se najbolj počutim. Hkrati je pa črna barva najbolj barvna, ne barva, ne? Ker vsebuje vse osnovne barve in sekundarni barvni krog. Če zmešamo, to vemo, ne, dobimo črno. Ne? In seveda ima tudi en tak močen simbolni pomen. Večinoma se mi zdi, da odvrača ljudi, ne, kljub te neki eleganci ali pa globini, imamo en drugačen pristop, ne, do črne barve. Ne. Jaz mislim, da jaz pa obratno, no, gledam na to. Ne. Vam pomeni neko v bistvu svetlobo ali pa neko novo pot, vam razširja vaše polje, ta črna barva, ki večini drugače deluje, ne? Ja, vse dosti kontrastov uporabljam, ne. Recimo puščam čist nedotaknjena polja, ne. Tista belina se prav zažari včasih v oči, ne. To so potem nek prazni prostor, ne. In zdaj te mreže na zadnjih slikah imajo tudi to funkcijo, ker so transparentne. Vsaka mreža na mreži, ne? Ena čez drugo še vedno je transparentna. Mreža pa vemo, kaj je. Mreža nas ščiti ali pa preprečuje, ampak vidimo skozi mrežo. Ne? Tukaj gre za ta plastenje oziroma tudi za kolažiranje, ki ga uporabljate. Zdajle na dela na papirju, ja, so polna kolaža na slikah, pa to sem opustil trenutno. Če se bo kdaj vrnila, tako kot sem rekel, proces je tiska mi narekuje, kaj se bo dogajalo. Ne? Govorite veliko o tem notranjem svetu, o tistem svetu, ki vas potem vodi v slamnem slikarstvu. Kaj pa nagovarja ta notranji svet? A prihaja direktno iz vas, iz vaših notranjih izkušenj ali pa od zunaj se zrcali nekaj vaši notranjosti? Ja, mene v bistvu ne zanimajo realije, ne, in aktualije. Ne, se pravi to, kar bi lahko danes mogoče imenovali družbeno angažirana, družbeno kritična umetnost. Jaz sicer sem homopolitikos, orang, ne, sem tudi zelo angažiran, ampak ne, v ateljeju pač ne. Ločujem te stvari, tako kot je rekla
Annie Ernaux, ona je Nobelova nagrajenka za književnost, pred 2 leti je odgovorila vprašanje novinarju, in mu odgovorila takole, da je družbeno angažirana, njen diskurs je političen, ampak njeno pisanje ni nadaljevanje te angažiranosti, ampak je pisanje samo angažirane. In sem to prebral, sem rekel, wow, bravo, pika. To lahko en literat reče, jaz si ne bi mogel zmisliti lepšega. Torej, vaša pozornost je tako ves čas usmerjena k procesu slikanja, k sliki kot takšni. Zdaj je za vami torej ena velika razstava, pred vami pa zopet nove. Kateri so ti vaši novi cilji in fokus v trenutku? Cilj je sigurno čim boljše slike narediti. Ampak prišel sem pa res med razstavo leta 20, se mi zdi, zadnjo samostojno. Do zdaj so prišli neki premiki v glavi in en mečken drugačen pristop, pravzaprav nekaj implementiram ene stvari, ki so mečken bolj eksplicitno zoomorfno amorfne. Zanima me amorfna oblika, predvsem, ker je vseoblična in brezoblična hkrati. To je tako kot prisotnost Boga, naprimer v slikanju Fra Angelika, naprimer. To so bile neke čudne sence po tleh, kjer je Didi Uberman to razlagal kot prisotnost Boga. Brezoblično, vseoblično, ampak prisotno. No, tako da te neke forme, oblike zdaj implementiram v sliko in nek dialog vodim z ozadjem, to, ko sem prej omenjal, neke mreže in tako naprej. Rezultat bo viden novembra. Boste imeli že v jeseni razstavo, 2 razstavi v Narodni galeriji in v Bažatu? Bom imel, ja. Tako, ja. In tukaj bo šlo za prav ta dela? Ja, za Narodno galerijo sem se odločil za en manjši prerez, eno diagonalo 30 let, se pravi okrog 50 del. To, kar bo pa pri galeriji Bažato, v galeriji Bažato bo pa zadnjih 2 leti, produkcija zadnjih 2 let. Čist frišno, Zadnja slika bo po moje končana, ne vem, če bo že čist suha. Gre zopet za velike formate, ne? Ja, gre za večje formate, kombinacijo, kakor prostor dovoljuje, rad imam ta ritem malo veliko, tak kot utrip, ritmični utrip tam. Bomo videli, ko mi čakam. Tudi jaz želim vam veliko uspeha, veliko ustvarjalnega navdiha in prijetne dneve še naprej. Hvala. Hvala enako.